Tokrat v občinskem informatorju. Mariborski svetniki o investicijah v šport. Mlada županja prevzela vodenje mestne občine Maribor. Odprli prodajni center botaničnega vrta v Pivoli. V Mariboru in v Rušah so se spomnili žrtev prometnih nesreč. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru. Na četrtkovi redni seji mestnega sveta mestne občine Maribor bodo mestni svetniki med drugim obravnavali dokument identifikacije investicijskega projekta za vzpostavitev sistema souporabe koles. Odločali bodo tudi o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v mestni občini Maribor. Ob tem pa je treba izpostaviti, da je razpis za prenovo srednjega bazena v Pristanu padel v vodo zaradi dveh predragih ponudb. Četrtkova seja bo očitno zelo obširna. Na tradicionalni kavi z novinarji so izpostavili 2 od 38 točk dnevnega reda. Mestni svetniki bodo odločali o dokumentaciji za vzpostavitev sistema izposoje oziroma souporabe koles. Uvedba bike sharinga oziroma souporaba koles, kar imajo, predvsem velika mesta in mislim, ker Maribor po našem mnenju je veliko mesto, se tudi zasluži, tako da gremo v postopek priprave dokumentacije za pridobitev sistema souporabe koles. Po vzoru Ljubljane si želijo, da bi projekt zaživel tudi v Mariboru. Kar pomeni, da bi nekje po središču mesta bilo postavljenih 10 kolesarnic oziroma izposojevalnic koles, kjer bi vsaka imela okvirno 10 koles in občani ali obiskovalci bi si lahko to kolo za krajši čas posodili in ga si sposodili na enem mestu in ga vrnili na drugem. Prva ura izposoje naj bi bila brezplačna. Pobudo za uveljavitev projekta pa je predlagal zasebni partner. Na mestno občino Maribor je za izvedbo tega projekta prispela tudi vloga o zainteresiranosti zasebnega partnerstva, ki je ponudil možnost izvedbe tega projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva. To je podjetje Europlakat, ki je ponudnik tudi v sistema oziroma projekta v Ljubljani. Naslednja pomembna tema na seji bo obravnava letnega programa športa. Po besedah vodje urada za šport bo občina prihodnje leto športu namenila več denarja kot letos. Namesto 3,23 kar 5,39 milijona evrov. 200 tisočakov bodo namenili projektu Evropsko mesto športa 2018. Največ denarja pa bo zahtevalo investicijsko vzdrževanje objektov, pri čemer bo najbolj pod drobnogledom prenova zahodne tribune Ljudskega vrta. Prioritetno bomo obnovili vse tiste projekte, ki smo dobili sofinancirane strani Fundacije za šport. Tako začeli smo jih že v letošnjem letu, zaključili jih bomo v naslednjem letu. Gre za srednji bazen v kopališču Pristan, za umetno travo v športnem parku Tabor, za sanacijo razpornih nosilcev v Ljudskem vrtu na stari tribuni in za nabavo travnate površine v Ljudskem vrtu. Prav tako bomo sanirali hidroizolacijsko, bomo sanirali teniško dvorano in nabavili bomo sevala, ogrevala v teniški dvorani. Na ostalih objektih pa bomo uredili igrišče v športnem parku v Malečniku. Na bivšem Kovinarju bomo uredili en del ograje in še nekaj malenkosti na teh manjših površinah športnih. V sklopu tega naj bi obnovili še eno urbano igrišče in fitnes na prostem. Razpis za prenovo dotrajanega srednjega bazena v Pristanu pa je padel v vodo. Prejeli so 2 predragi ponudbi, razpis zaključili brez izvajalca, zato sledi ponovitev razpisa. To so bile previsoke ponudbe v vrednosti nekje od 60 tisoč do 100 tisoč evrov. Razpis bomo ponovili in v naslednjih 14 dnevih bo seveda nov razpis zunaj. Pričakujejo, da bo Pristan končan spomladi. Še ostajamo v Mariboru. O svetovnem dnevu otroka 20. novembra so otroci v Sloveniji za en dan prevzeli najpomembnejše vloge v politiki, medijih, gospodarstvu, šolstvu, športu in kulturi. Gre za globalno pobudo UNICEF-a, ki daje priložnost otrokom po vsem svetu, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Tako je minuli ponedeljek vodenje mestne občine Maribor začasno prevzela 9-šolka Katarina Kolar.
Mestno oblast je tako za en dan prevzela devetošolka Katarina Kolar iz osnovne šole Bojana Iliha. Sprejel je podžupan Saša Pelko. Ker mariborska občina nima simbolnega ključa ali insigni, je podžupan do konca dne predal svojo značko, grb mariborske občine. Sledil je prevzem poslov in prvi razgovori. Učenci mariborskih osnovnih šol so mlado županjo na pogovorih obiskali v podžupanovi pisarni ter podali predloge in pobude. V vlogi županje pa so ocenili kot ful prijazna, simpatična, vse pač v redu. Zna v redu poslušati, pa upam, da se to čim več uresniči. Kaj pa obljubila? Da bo, če bi bila ona na tem mestu, bi sigurno za skatepark, pa da bo takoj, ko bo možno, na naši šoli ograjo zgradili, pa mogoče tudi igrišče. Ja, tako je on povedal, pač, da da če bi ona bila županja, bi se dosti uresničilo. Predlogov je bilo precej, kakor tudi ostalih obveznosti, ki jih je ta dan prevzela Katarina. Ugotovila je, da je delo naporno in odgovorno. Želi pa si tudi nekaj sprememb v mestu. Najbolj bi si želela, pač, da bi res delala za mesto, da bi probala, da bi mesto živelo, sploh naše mesto Maribor, da bi ga čim bolj turistično izkoristili, jaz bi, ne vem, recimo razširila Lent festival, pač take stvari, da bi bila res stiku z mladimi, z dejavnostmi kulturnimi in takimi stvarmi. Podžupan Saša Pelko je mladi župani predstavil delo in delovanje občine. Ob tem pa je potrdil, da je mestna oblast bila v varnih rokah. Po dosedanjih izkušnjah pa so se prav mladi in pripadniki nevladnih organizacij izkazali kot vir mnogih idej. Mestna občina Maribor deluje ogromno mladinskih organizacij, tako in drugače, nekatere so zelo aktivne, zelo člansko močne, komunikacija poteka tako drugače, odvisno tudi od samih voditeljev samih organizacij, koliko so aktivni, koliko imajo dejansko samo voljo po delu. Pobudo, da prevzamejo otroci najpomembnejše položaje, je podal UNICEF Slovenije, s katero so simbolično obeležili Svetovni dan otroka in 28. obletnico sprejema konvencije o otrokovih pravicah. Eden od teh je, kot rečeno, projekt Mini župan, v katerem torej mladi posameznik, v našem primeru posameznica, v primeru mestne občine Maribor, formalno za tisti dan prevzame torej vodenje mesta Maribor in na ta način tudi nekako v praksi doživi ta, bi rekel, pojem aktivnega državljanstva. Mlada županja je obiskala še podjetje Snaga in UNICEF-ovo varno točko v Mariboru. Ob dnevu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru so minulo soboto odprli nov vhod v botanični vrt in prenovljen prodajni prostor. Obiščete ga lahko od ponedeljka do sobote med 9. in 16. uro. S slavnostnim rezom traku so odprli prenovljeni prodajni center z namenom, da podprejo prodajo lokalno pridelane hrane, tudi izdelkov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Za fakulteto to pomeni veliko promocijo, v osnovi velika promocija, da javnosti pokažemo in pa tudi ponudimo to, kar na našem posestvu počnemo. Sicer pa, če gledamo v celoti, Pohorsko tržnico in pa ta center, prodajni center, se nekako ustvarja ponudba lokalne pridelave, kar je za potrošnika gotovo izredno zanimivo. V prodajnem centru Botanični vrt so na voljo vsi pridelki posestva Pohorski dvor in Meranovo. Deloma gre za ekološko pridelavo, deloma integrirano. In trudimo se, da smo res nekako blizu narave, blizu tega, da pridelujemo na sonaraven način. Kar se pa tiče to, kar smo zelo ponosni, gotovo poznate posestvo Meranovo. Naše vina so, moram reči, odlične kakovosti, dejansko dosegamo tudi lepe rezultate na ocenjevanjih. Po besedah župana občine Hoče - Slivnica gre za nadgradnjo lokalne ponudbe, ki jo sicer vsako soboto ponujajo na pohorski tržnici. Botanični vrt, kot pa rečeno, je za občino zelo pomemben. Zdaj verjamem, da bo še raslo na primerjalne botanične vrtove v tujini, ker vedno raste. Ne gre samo za obiskovalce, gre za šole, gre za fakultete, srednje šole od drugod. Verjamem, da je tu lahko ena zgodba, še posebej, ko v prihodnosti odprt tudi arheološki park. Ne le za fakulteto in lokalno skupnost, botanični vrt in predvsem prodajna ponudba je zanimiva za obiskovalce. Lep. Ker pridemo večkrat, mislim, na tržnico, pa nam je všeč.
Zaupam, če je to neka znamka, da bo tudi sadika verjetno ustrezna in upam, da bo rasla. Ponudba je kar v redu, ne? Glede na tale čas zdaj, malo je že pozno, sicer pozno. Tak pač je, ker do zmrzali še vedno lahko delamo. Ob otvoritvi pa so predstavili tudi prenovljeno grafično podobo proizvodov posestva Meranovo. 19. novembra obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je ob letošnjem svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč skupaj v sodelovanju s Srednjo prometno šolo Maribor in Zavodom Vozim organiziral okroglo mizo pod sloganom V poklon življenju. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Teh so se spomnili tudi mladi, ki se zavedajo posledic nesreč. Meni se to zdi hudo za ljudi, ko zgubijo nogo ali pa kaj takega, ali pa spomin, pa ne morejo več hoditi. Ker ko se ponesrečiš, se potem pač cel svet obrne na glavo in ne moreš delati določenih stvari, ko si jih lahko prej. Lahko ostanete na invalidskih vozičkih zaradi raznih uporabe telefone, neupoštevanja predpisov prometnih in zaradi nevarne vožnje. Težko življenjsko izkušnjo je med osnovnošolci in dijaki delil tudi poškodovanec v prometni nesreči in član gibanja Še vedno vozim, vendar ne hodim. Prometno nesrečo je doživel pri 19 letih. Ko sem šel zjutraj v službo, pa je nasproti vozeče vozilo prehitevalo drugo vozilo, sam sem se izogibal trčenju, zapeljal z ceste in treščil v reklamno ploščo. In takrat sem obležal nezavesten, ampak posledice takrat niso kazale takih razsežnosti, kot jih pa imam danes. Posledice so bile tako hude, da je skozi čas postal odvisen od invalidskega vozička. K temu dodaja, da bi bilo lahko še huje. Zato je mladim priporočal, naj pazijo nase. Mladost nekako norost, ampak to je treba nekje druge iztrošiti, treba je misliti za svojo glavo, nekakor se precenjevati. Danes so avtomobili močni, sicer so imajo več varovanj v avtomobilu, ampak kljub temu prije do hudih poškodb, če prije do nesreče. Velika nevarnost pa je, ko mladi prevažajo svoje sovrstnike in pač tukaj prije do nekega spodbujanja, daj, pospeš, modi se nam, prehit tega in to je pač, ko voziš, vedno moraš razmišljati svojo glavo, nekako poslušati nekoga drugega, ali pa kot je veliko uporabe mobilnih telefonov danes pri mladih. Mladi so spoznali njegovo zgodbo. Ob tem pa so dejali, da opažajo, da ljudje niso dovolj pozorni na prometne znake. Sami jih dobro poznajo. Ko sam paziš nase? Ja, recimo, ko se vozim s skuterom, nosim pravilno opremo, recimo pogledam levo, desno, če grem čez cesto, pa grem tudi tam na označenih križiščih samo preko. Tako si na prometni šoli Maribor prizadevajo, da svoje dijake in druge mlade ozaveščajo o pomenu vožnje v cestnem prometu. Vsako leto se zato pridružujejo tudi k akciji. Premnogokrat se zgodi, da naši udeleženci z svojo nezrelostjo, nespametno povzročajo prometne nesreče, ki so tudi dostikrat s smrtnim izidom. Zato dajemo velik poudarek temu, da organiziramo takšne dogodke, kot je danes tukaj na tej šoli in da s tem nekako krepimo prometno varnost v Republiki Slovenije. V Svetu za vzgojo in preventivo v cestnem prometu Mestne občine Maribor pa opažajo, da so prav mladi tisti, ki so najpogosteje izpostavljeni nevarnostim prometnih nesreč. Iz statističnih podatkov je razvidno, da so mladi najbolj ranljiva skupina in z takšno delavnico oziroma z takšnim načinom vzgojno-preventivnega dela želimo na mlade vplivati, da začnejo razmišljati o svojih početju, o svojem ravnanju v prometu. Menim tudi, da samo tisto znanje, ki ga pridobijo v šolah vožnje, je premalo. V mesto Maribor kot mesto bi nujno potrebovalo tudi poligon varne vožnje, ker bi lahko mlade voznike usposabljali in tudi na ta način prispevali k večji varnosti mladim udeležencem. Po statističnih podatkih so v prometnih nesrečah v Mariboru najpogosteje udeleženi mladi do 18. leta starosti kot potniki, kasneje pa kot vozniki osebnih avtomobilov, pravijo na policijski upravi Maribor.
To je več kot v tretjini primerov oziroma okrog 44%. Vzroki so različni, lahko tudi o čisto splošnih vzrokih govorimo, ko tudi sicer veljajo med hujšimi posledicami, zagotovo neprilagojena hitrost tista, ki izjemno izstopa, kot sekundarni vzrok pa vožnja pod vplivom alkohola. Zato ohranite trezno glavo in pazite nase in druge. Prav tako pa so minuli ponedeljek, dan spomina na žrtve prometnih nesreč, obeležili v Domu kulture Ruše, kjer so otroci poskrbeli za lep, tudi poučen kulturni program, policisti pa za osveščevalna opozorila. Težko je razumeti, a nekaj vendar ni težko. Paziti nase. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Pravi vozniki se zavedajo pomena varne vožnje ter pravilnega ravnanja na cesti. Na to so skozi pesem in ples opozorili otroci. Da bi mogli bolj previdno voziti, pa da ne bi bilo toliko nesreč. Kaj je bil današnji nauk, ki ste ga nekako želeli na vse nas prenesti? Da naj vozniki bolj pazijo na pešce, na otroke, pač na vse deležence v prometu, pa da bi pač čim manj nesreč bilo po svetu. Tudi mi moramo hoditi previdno, paziti na cesti in gledati prometne znake. Da malo bolj pazijo na cesti, ko se peljejo, pa tudi otrokom, da gledajo levo desno, ko grejo preko prehoda za pešce. Tudi zato, da opozarjajo mlajše, že leta pripravljajo dan spomina na žrtve prometnih nesreč. V spomin so zagorele svečke, policisti pa so zbranim še enkrat več priporočali, naj bodo vedno previdni na cesti. Beležimo vse preveč žrtev prometnih nesreč. Če pri tem dodam, samo v letošnjem letu smo na našem območju, se pravi na območju policijske postaje Ruše, že imeli 2 smrtni žrtvi, 4 hudo telesno poškodovane, pa kar 32 lahko telesno poškodovanih udeležencev prometnih nesreč. Zato so tovrstne vzgojne akcije še posebej dobrodošle. Seveda, ravno zaradi tega, da dosežemo skupaj, le z skupnim zavedanjem vsakega posameznika udeležencev v cestnem prometu bomo dosegli ta osnovni cilj zmanjšanje žrtev prometnih nesreč. Posebno pozornost skozi akcije zato namenjajo Svetu za varnost in preventivo v cestnem prometu občine Ruše. Imamo kar precej teh akcij, tudi otrok, učenec in dijak, policaj, ki imajo v enem dnevu razdelijo risbice in pa razna opozorila vsem voznikom. Seveda si želimo, da v naši občini, pa tudi seveda v vsej Sloveniji, to je naša srčna želja, ne bi prihajalo več do prometnih nesreč zaradi slabih trenutkov, ki jih pač ima nekdo, ki sedi za volanom. Zato smo tudi vedno povabili otroke osnovne šole in pa seveda gimnazijce, ki še vedno lahko kot deležniki v prometu vplivajo na svoje starše, jih opozarjajo. Stanje prometne varnosti se sicer izboljšuje, a da bi dosegli zaželeno stanje nič nesreč in nič žrtev, se bomo morali prav vsi udeleženci v prometu zavedati svoje odgovornosti. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V okviru Evropskega tedna zmanjševanja količin odpadkov, ki poteka v znamenju ponovne uporabe, so se v Snagi odločili, da jutri priredijo predbožično eko doživetje. Dogajanje bo na Grajski ulici 7 s pričetkom ob 10. Prav tako jutri, 23. novembra, ob 17. člani Društva upokojencev Ruše bodo odprli likovno razstavo in obnovljene prostore. Ta petek, 24. novembra, pa se bo Maribor s prižigom prazničnih lučk prelevil v čarobno mesto. Prižig lučk bo ob 17. v paviljonu mestnega parka. Prav tako pa se ta petek pričenja program Felinskega mesta. Festivalsko vzdušje bodo pričarali ob 18. s programom Ane Lumine. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Lepo, da ste z nami. Nasvidenje.